En prisrčen pozdrav iz Trbovelj. Imam na drugi strani Zoom linije mojo Fenico, časa se vikala, zdaj se tikava, Nuša. Nuša ima toliko enih vprašanj na različne teme, predvsem na vzgojo otrok, da sem jaz ocenil, da bi bilo dobro, da vse te vprašanja strne, pa mi jih naslovi, jaz bom pa dal odgovore in bo posnel en dober podcast. Tole, ker zdaj Tanja Žuhela nima več, ne da so se izpela, malo nisem imela časa, Tanja ima druge stvari, evo zdaj pa Fenice, ki bi rade imele kakšen pogovor z mano, ali pa Feni, mislim, pa taki, ki bi jih kaj zanimalo, lahko se dobimo po Zoomu, ali pa v živo, pa to posnamemo, ker ena Ksenija iz Gorenjske, jaz bi tudi, jaz imam kupico vprašanj, hokej bomo tudi Ksenija, ampak tole danes prvič premjerno, vaš zakaj, moj zato se zdaj dogaja. Evo, Nuša, zdaj pa ti užgi po siromaku. Evo, naj se na kratko predstavim. Moje ime je Nuša in sem mamica predšolskega otroka. V iskanju odgovorov na vsa ta moja vprašanja sem po naključju zasledila Romanov kanal, ki se imenuje Sigmund Freudep. Tukaj sem pridobila največ znanja in tudi koristnih in pametnih nasvetov. S partnerjem sva si tudi ogledala njegovo predstavo Razočarana gospodinja pri seksologu in to kar nekajkrat. Moram poudariti, da je predstava genialna, izjemno poučna, tako da si jo bom zagotovo ogledala še kdaj. No, kasneje sem začela Romana kar spremljati in ga tudi spraševati za razne nasvete. Veliko mi je pomagal. Zato sem tudi kar nekaj kolegic in kolegov preposlala k njemu v Trbovlje na svetovanje in jim je tudi zelo pomagal. No? Tako da, evo, jaz sem ga naprosila, če bi mi bil pripravljen odgovoriti na par vprašanj, ki bi utegnila biti zanimiva za mnoge starše. Ne? Tako da, privolil je, zdaj sva tukaj, jaz imam tle en plonk cegalc v primeru, če se mi kaj zalomi. Verjamem, da mi bo pa Roman znal odgovoriti na vsa ta vprašanja, tako, kakor se gre, ne. Evo, tako, uvodoma bi začela z vprašanjem moje kolegice, namreč ima doma partnerja, ki dela od doma. Skupaj imata sinčka, ki je star leto dni. Zdaj pa njo malo skrbi, ker je nekje zasledila, da bi utegnil postati sin celo gej, ker je oče preveč nežno ljubkovalen do njega. Zdaj pa ne vem, Roman, kaj ti misliš o tem? Ja, to je legitimen pomislek. Jaz se spomnim, sem imel prijatelja, ki je igral fuzbal, njegovi sinovi so zdaj stari kar čez 30 let in niso geji, ampak stanoval je skupaj s psihiatrom. In ko je bil mladi očka, je zjutraj negoval, žena je delala pač službo, on je imel popoldne fuzbal in mu je rekel, kolega, sosed, poslušajte, ne preveč ljubkovalno nastopa do tega svojega dojenčka, ker to mora mamica delati, ne vi. In da bi gledal, sem rekel, tale psihiater ti je kar prav povedal, da malo lahko gej nastane, če je preveč očka, preveč ljubkovalen celo otroštvo, se pravi celo otroštvo do svojega sina, ker očka je čist drug kot mamica in sina mora očka tudi kaznovati potem v ojdipalni fazi. Ampak mamica pa mora vso to nežnost naslavljati na tega otroka, deklica in dečka. Očke pa načeloma ni druga mamica, še manj nadomestek za mamico, mamica dela kariero, foter je pa mamica, ne, pa doji s flaško, pa kakorkoli. Obstajajo zakonitosti, naravne zakonitosti, psihoanalitična logika je pač ta, da more mamica negovati dojenčka. Ko se rodi, ga doji, tudi ko je flaška, more flaško dajati mamica dojenčku, ker mamica ima tudi lep obraz. In ko pogleda tistega dojenčka, pa ko mu da flaško, on zapre oči in je blažen. Ali pa dojko. Ko odpre oči, mora mamico videti. Ne
zgubano starko, imenovano babica, ali pa jetija, imenovanega oče. Tako da pomislek mladih očkov, ne, zdaj tako, jaz sem mladi dedek, imam sina, ki je pa mladi očka. Tale moj vnuk je star 1 leto in tamal moj sin je tudi bil kar precej s svojim sinčkom. In sem rekel, lej, naloga mladega očeta je, da nudi ful support, podporo svoji ženi, mamici njegovega otroka. Ne moš ti uživati pa se igrati z otročičkom, ne gre za to, da mu to škodi. Ne, škodi načeloma mu ne, ker je mamica vendarle inventar tega dojenčka, prvi, drugi, dojenček še celo s tistim svojim miselnim aparatom misli, da je dobra dojka, kot se reče v psihoanalizi, del njega. On mora še stuhtati, da dojka od mamice ni njegova, ni jaz, ne? Ampak da je prvi, drugi je mamica. In mora ta mamica biti, očka je pa lahko tujec, ki ga otrok lahko pogosto vidi, zelo rad ga vidi, ampak ni neobhodno potreben. Če pa očka preveč vsiljiv, ker imam primer, to me je bilo groza, ko je mlada mamica povedala, da ji mož ni pustil previjati dojenčka, samo podojila ga je, pa ga je pa on varoval, previjal, vso nežnost je delal očka. Ko sem jaz videl, ko sem dobil očka na pogovor, sem rekel, ko vi rad Pedra naredili svojega otroka? Sorry, tako sem rekel, ker sem se razpizdil. Nisem mogel verjeti, da je lahko nekdo tak kreten kot dotični, ki je ukradel dojenčka iz materinega miljeja in ga sam pestoval, sam previjal, ne, mamica je pa tam bila kot dojilja. Ne. Užitek očetov je lahko velik. Moj sin strašansko uživa ob svojem sinu, mojem vnuku. Ampak, sem rekel, očetova naloga je, da je provider, da ti zajakuliraš denar mamice, da se ona čuti varno, da se čuti ljubljeno. Ko mamica od moža, svojega partnerja, očeta svojega otroka, prijema ljubezen, varnost, zaščito, denar, tudi organ, ki njej na telesu manjka, in tudi priimek, sorry, da moram to povedati, ne, potem je pomirjena mamica, ne, je pomirjena in potem lahko predaja ljubezen svojemu otroku, sinčku, punčki, vseeno. Ampak naloga mladih očetov je, da denar zagotovijo, da je mamica brezskrbna in da to brezskrbnost preko mleka, preko dobre dojke, flaške, nežnega, osrečujočega pogleda daje na otroka. In otrok je blažen, ko vidi srečno mamico. Če pa mamico partner, mož spravlja v grob, se ji mleko pokvari, oziroma mimika se spremeni, dojenček to zaznava, čuti, da nekaj ni v redu, če mamica otroka ni pomirjena. Ok, a sem tole zdaj... Zelo, ja, hvala. Zdaj bom pa priklopila malo nase. Namreč imam hčerko in nobena mamica si v resnici ne želi, da bi njena hči postala neka fantinja, a ne neka falična deklica, ki se bo z leti prelevila v neko moškinjo, torej falično žensko, ki bo nenehno tekmovala z moškimi. Torej, zanima me, kaj zaznamuje deklico, da v odraslosti postane neka falična ženska in kaj dela deklico normalno, feminilno, tako nekako. Ja, sem imel pred leti ravno par nekih starosti, tako kot si ti, pa tvoj mož, partner, pa sta imela tudi mehno punčko. Bodoči mož, ja. No, ok, teda sta bila, tudi nista bila poročena, ampak se je pa ta mala pisala po očetu, kar je prav, in potem ta mala je hotela puško imeti. Ta mala, mamica vsa roza, pupika, lepa, vse, poter alfa samec. Ta mala je hotela imeti puško za igrati. In očka ves navdušen, da je oči puško mi kup.
puška je simbol moškega spolnega organa in ona je pač, ko je motrila anatomijo genitalij, spoznala, da je med nogami nekaj manjka in tisto zavedanje penisa, ki je normalno, se je prelevilo, da bi ona imela pa nekaj, ne? In je tista puška in pol je kupil puško, ta mala srečna. Ženi, partnerci, mamica te punčke, se je pa mešal. Jaz hočem baletko imeti, ne vojakinjo. Se je drla na moža. Sem rekel, mlada mamica, to je prehodna faza. Ta mala bo čisto normalna, ker vidi alfa samca svojega fotra in ne ga kastrirati. Oedipokompleks ravno zdaj razrešuje in bo postala identificirana z mamico. Ne? Mamica bo ratala, ker bo videla tale očka, ne, car, kakršni je, ima po noči z mamico spi, pa tako naprej. Ne? Razrešuje oedipokompleks in pol v nezavednih mislih, ki jih tudi deklica ozavešča, ona sklepa, da tale moj očka, jaz ga imam tako rada, ker je več vreden, ker ima lulčka, ne, pač to razrešuje to kastracijo, situacijo, Oedipov kompleks razrešuje, ali pa elektrin kompleks, kot so nekateri, recimo Jung, Adler, govorili za Oedipov kompleks pri deklici. Freud ni govoril o elektrinem kompleksu, je pa to sinonim za Oedipov kompleks pri deklici. Skratka, deklica bo potem spoznala, da ima očka rad mamico. In zdaj, ker po noč z njo spi pa vse to in bo sklepala, da mora postati kopija mamice, zato da bo očka njo imel rad. In pa bo visoke pete, pa bo se šminkala, pa bo lepa, nimam lulčka, sem pa toliko lepša. In ta fantazma deklice, Freud je to v številnih spisih, po letu 1920 se je začel ukvarjati z dekličinim razreševanjem Oedipovega kompleksa in prišel do to anatomijo genitalij deklica, motri, ne, ko vidi, da tam je en lulček, s katerim fantki, moški, tudi oče, bratec lulajo, jaz pa mamica imam pa tam nič, ne, odrezano, kdo je to meni odrezal, ne, in ena mlada mamica prav, da je hčerka pri 4 letih pravi, jaz bom pa bratcu odrezala lulčka. Zakaj? Nočem, da ga ima. Ja, koš pa pol naredila, igrala se bom z njim. Ne, pa take. In deklica, kjerakoli deklica, svojo otroško pametjo motri anatomijo genitalij in razrešuje to v družinski situaciji. Oče kot bitje s penisom, deklica, mamica, deklica, bitje brez penisa in potem odškodnina za primanjkljaj enega mezinčka, s katerim se lula med nogami, ona uveljavi celo telo. To kot lepo. In to ona sama spontano naredi in impulzi, ki jih dobiva od okolice, od primarne družine, morajo biti takšni, da je očka ustoličuje deklico kot lepo, tisto, kar njej paše, je lahko začasno tudi zgledovanje po fantih, pa stoje lulanje, pa se ubada, zakaj jaz nimam lulčka, jaz ga bi tudi imela, pa se pa zgleduje po fantih, pa proba vse dela tisto, kar fantje delajo, ampak v eni točki se pa sprijazni, da nima tam enega mezinčka, lulčka, ne, ampak kaj pa zdaj? Ja, očka, sem pa toliko lepša. Ne? In potem se identificira z mamico, potem bi imela še tudi joške imela, ne, bi še kaj podlaga, pa visoke pete in to je vse pravilno. Ne bi bilo pa pravilno, če deklica ponotranji vso karieristično mamo, ki je tam neko capo di banda družine, očka, ne, je pa tam kastriran, z manj denarja, žena ga v nič daje, on mora pucati, biti gospodinja, ona pa zeakulira denar na mizo, ne. Ejakulirajoče genitalije moške so pač take, da mora moški denar zeakulirati. Otroci to srkajo in deklica vidi mogočnost, večjost očeta, kar jo fascinira in potem ona v svojih miselnih procesih začne kopirati mamico, za katero je fajn, da je feminilna, da je nežna, da ne kastrira svojega moža, da ga kuje v zvezde, glej ga očita, kako to zmore, če je očka kreten, ga mora mamica v resnici rehabilitirati. Joj, oči ti jo malo spodrsi, ne, mislim spodrsi, malo zdresej, veš, tam pa tam je kaj, malo popije, pa je čudno, drugače je pa zelo v redu, poglej ga, koliko je pridno.
In to mora mamica rehabilitirati vse zdrse svojega moža, partnerja, očeta svojih otrok, dečka in deklice. Zato, da deklica potem čuti, kjer tip je ta prav, da ga spusti malo bližje, da ne rečem na sebe oziroma v sebe, polk je pubertetnica. Če je oče v redu, ne kastriran in zato mora poskrbeti mamica te hčerke, potem hčerka izostri okus, kjer je normalen tip, s katerim se ona lahko zapetlja, ne, pa kateremu se preda, katerega vase spusti. Ne, ker vsakega bleferja na sivem oslu najstnica ne sme spustiti vase, nase, kakorkoli. Včeraj sem reševal nek zakon, kjer je tip varal in je bil strašansko dober očka, kar je ta žena prevarana priznala. Ne, pa sem rekel, lejte, zdaj tale, rekel, zdrs mu probite oprostiti, ker če greste vi narazen, bo ta mala ob očeta, pa še tako. Potem sem pa očetu rekel, ne, veste, koliko se vam bo srce paralo, norel boste, ker bo ta mala spustila v svoj life same kretene, ki varajo kronično, tako kot vi, spoštovani foter. Ne? Pa se pa kar debelo gledal. Ja, kretena bo dobila tazga kovis, ki bo skozi varu, vam se bo pa srce trgalo. Ne, to sem mu včeraj povedal. In zdaj čakam, a bo ga moja misel, ki je zadela. Skratka, deklica spontano srka vase družinski milje in v tem miljeju ni dobro, da je foter hišna gospodinja, dobro je, da je car, če ni, ga mora mamica, partnerica rehabilitirati, češ, le koliko je velik, le koliko je močen, le koliko taške nosi, ne. V resnici pa ona plačuje tam v Mercatorju, on pa nosi, šerpa. Mora biti obratno, nositi že moreš, ampak moš to denar dati za to, da ga baba zapravlja. Sorry, da sem po trbovsko povedal. Ženske pa rabijo 3 omare, da sploh vse te cote noter dajo. Jaz imam pol omare, pa to je to. Skratka, evo, Nuša, to je bilo to. Evo. Na drugo vprašanje. Ja, hvala. Zdaj pa v bistvu najprej formuliram identično vprašanje za fante, a ne? Kaj torej dela dečka testosteronskega, ne, faličnega, in kaj po drugi strani dela dečka feminilnega? Ja, razumem, ja. Deček ima to fazo Oedipovega kompleksa, kjer tekmuje s fotrom za mamico in tam mora biti mali Oedip poražen. Ne? Kar pomeni, da gre mamica zvečer, kljub temu, da ga ima sinčka tako rada, spat z očkom. In Bog ve, kaj te dva zdaj po noč počneta, ker pa je kar naenkrat mamici trebušček zraste, kjer pa zdaj pa ta vsiljivec, bratec ali pa sestrica. Ko pa fotarja not ga je dal trebuščka. Tako infantilna logika deluje, celo tem otroci so bolj pametni, celo vse nekako že detajle vejo. In tam v boju za mamico mora mali Oedip, sinček biti poražen strani očeta. Se pravi, očka mora z mamico spati, ne zato, ne vem, da lahko seksata one dva, ampak zato, da ta malo vidi, da je očka tisti car, ki ima njegovo mamico. Želja otrokovega življenja, otroštva je mamica. In tam v boju za mamico mora mali Oedip biti poražen. In mora vedeti, ne, da si ne sme želeti svoje želje njegovega otroštva, njegove mamice, ker to je od očeta. In zdaj, če si jaz želim očetove žene, bolj kot si smem, sledi kastracija, kot tudi on misli anatomijo genitalij, ne, on vidi deklico tam med nogam, kot če pelula, razpočnica nič, on ima lulčka, kdo lahko meni zdaj to odreže, ker od njej tele punčke je to odrezal. Zdaj, kdo je bil? Ja, foter mora biti tisti, ki ga mora tam malo imeti, kot tistega, ki mu lahko lulčka odreže. Ne sme biti fantazma dečka, da to lahko naredi mamica, ker vsa korpulentna, ne vem, ima 150 kil, ker poznam debele mamice, katerih sinovi so geji ratali. Ker se je mamice bal, ker je prišla tista gmota od slona in se je mamice bal. Ne, to je, in poznam primer, prav mamica 150 kil, eden od sinov je gej. Ne, pa še v vrtcu sem ga imel, pa sem spremljal, pa tako, tiste mamice, ki pretepajo svoje sinove, mu zjebe hard disk, BIOS, mu uniči in mu naseli viruse. In potem se boji mamice. Ne? Zdaj bom pa, spoštovane mamice,
ne biti agresivne do svojih sinov. Ne biti agresivne. Boljše je, da rečete, bo oči prišel, če ste ločene, ne vem, ne ga tepst, ker lahko geja naredite. Ker ko se bo začel bat mamice, se bo bal žensk, ženske se mu bojo gnusile, vagina mu bo šla strašansko na živce, preplašen bojo na smrt in ga bo fascinirali moški penisi, ne? In se bo tam nastavljal v moški, pecal bo moške. Če še moški oče kreten v tej zgodbi, se pravi mamica je vsa falična pol hudiča, bo sin postal gej, če pa še foter psihopat, ne, se boji še fotra, potem pa lahko postane pedofil, sin. Se boji in mamice, zaradi katere je postal gej, fotra se pa boji zato, pač se ga boji in potem varno objekt želje mu postanejo pa otroci. In potem lahko postane pedofil. Imam jaz te zgodbe, ko jih terapiram, ne, in to grozim. Če se lotite fantkov, grem jaz na policijo. Ne, pride kak pedofil v zapor, ga tam ubijejo, sojetniki. Ne, ali pa morilec žensk. Sebastiana Abramova, Solariča bojo sojetniki ubili. Ta ne bo prišel živ iz zapora, tako kot Plut ni prišel, Silva Plut. Zato, ker se kriminalci ločijo med sabo. Skratka, napotek mamicam, ne biti agresivna do svojih sinov. Ustoličujte fotra in foter mora biti kaznovan, pravičen, ne pa pretirano ljubkojoč, ne, da bo tam cele dneve ljubčko svojega sina. Mamica ga bo pa v red spravljala, kreden ga more. Če ga foter ne ga pa jaz, je pa gej rata. Ali pa odsotni oče. Ne, da je tista mama tista, ki ga more v red spraviti, ga more, če ne, te malo pobesni, ker obstajajo različno vzgojljivi otroci. Deklice so tudi različno vzgojljive, težko vzgojljive, deklice, dečki pa tudi. Jaz imam dva čist različna. Enega sem komi v red spravljal, te drugega je bilo pa dosti enostavno. In tistega enega, prvega, ne, sem mogel tudi, ne vem, 3-4 v otroštvu čez rit usekati, vzgojne klofute morajo biti dovoljene, očetje morajo sinove v red spraviti. Za vsako ceno, tudi z vzgojno klofuto, ker nekateri so pol hudiča otroci in očetov ne more zalešti. In očeta more, ne, karikirano rečemo v Trbolah, tudi baba ga mora ubogati, ker je to dobro za otroke, da vidijo, da mamica spoštuje očeta in potem ga tudi on spoštuje. Ne, te različne vzgojljivosti, ne, so zelo tudi pomembne pri tem, kdaj kdo gej nastane. Ne, eni že malo se boji mamice in že pol gre v neko feminilnost, eni so pa pol hudiči, tudi če jih baba tepe. Mama, sem potem, kaj naredijo? Ja, svojo ženo tepejo. Če mamica tepe sina, kaj naredi? Če ni gej, ne? Ja, po svojo ženo pa tepe. Ne? Sem že imel primere, sem rekel, žena ste udarili, pa 2 otroka vam je rodila. Bežite mamo nabutat, mama vas je tepla. Kako pa veste? Ja, čakajte malo, če vi ženo uspete udariti, pomeni, da vas je mama tepla, imate jezo do lastne mame, potem pa žena, dežurni krivec, žena, simbol mame, pokasira. Vedno je tako. Serijski morilci, ki so najbolj poročevani tipi ljudi, tipi moški, so vsi nastali v otroštvu v odnosu do mame. Pa so heteroseksualni serijski morilci, ampak ubijajo pa ženske kot simbol mame. Ok, Nuša, sem kaj povedal? Ja, ful, hvala. Ok, Evo, zdaj tako, naslednje vprašanje je pa čist neka druga tema. In sicer pred kratkim sem se malo potetovirala, pa me zanima, če je to vedno znak neke ranjenosti, ali se je to zdaj zgolj med mladimi nekakšen trend, no, ki ga ni kar tako suhoparno pripisati kar psihični ranjenosti. Ne vem, kaj meniš o tem? ja. Jaz sem parkrat rekel, glih včeraj sem imel moškega, potetoviranega, tistega, ki je varal svojo ženo. Sem rekel, ko imate pa ta tu, ne, če se moj otrok potetovira, jaz sem naredil Ferrarija, on si pa da Škodo na ramo, mislim, se jaz, ne vem, harakiri na sebi naredim, ne, če bi se moj otrok potetovira, bi rekel, ko sem pa jaz narobe naredil, pa sem ga jaz skozi hvalil, mamica ga je hvala, vse je v redu. In pa
tale moj, oba sta igrala fuzbal in pa je tale moj tim da en fantastičen gol, škarice z 2 metrov, kao, to pa še Ronaldo ne zna. In potem mi pošle fotko in je bil čist potetoviran, igral je pa za Ankaran v prvi ligi. Si kot tim, lega, a se potetoviral, oči, to je fototrik, boljš fotka izpade, večji grdosija sem, ne, bolj sem neustrašen, ker Messi je čist potetoviran, Ronaldo ni, in biti vrhunski nogometaš, če nimaš tatuja, se norce delajo s tebe, ne. To je kulturni trend, ne. Imeti tatu je kulturni trend in niso vsi, ki imajo tatu ranjeni, ampak so zgolj sugestibilni. Se pravi, podleže kulturnemu vplivu ali pa ekipa, si bomo vsi dali, ne vem, ne glih na čelo, ampak ko pa vem, na roko, ne žogo. In pol cela ekipa, tudi tisko nočejo to dati, vsi za enega eden, za vse, vsi budale in vsi dajo, ne vem, si dati žogo tetovirati. To so sugestibilni. Ampak načeloma je tatu znamenje ranjenosti. Jaz, ko dobim tele, ki hodijo k meni, vprašam, imate kak tatu, kje imate piercing, ne, mislim, mislim, Nuša, vidim, da imaš piercing. V redu, ampak imaš drugačen, kako kar Urška, ne, Klakočar Zupančič, ali pa Teja Jarc, ne, zdaj jaz sem tweetnil, kaj pomeni piercing v jeziku, piercing je simbol klitorisa, ta pikica, ne, tam ki je luknja, tam je še jaz sem rekel, to je želja po fafanju, latentna, mislim, sorry, to sem tweetnil, ne gre zdaj v tem primeru, ampak piercingi, tatuji so simbol neke nezavedne misli, ki je ful lahko nadležna in če ima status travme, to pomeni, da je otrok nekaj potlačil, tista potlačitev je moteča, nepredelana in potem čuti, da rabi, ne vem kva, ženska, metuljčka, tam blizu jošk, lepa sem, lezbike imajo neke bodeče tatuje, neke, ko pa vem, trje okrog bicepsov, ne, biceps je simbol moškega spolnega organa in pol ima lezbika neke špice ali pa, ne vem, palične te, neke zavidanje penisa, pištolo, ne vem kaj, deklice, mislim ženske, lezbike, če so tetovirane. Podajo pa neke na hrbet si da, ko ga nikoli ne vidi, sama pa idejo, ko me bo v dogi užgal, ne, bo še bolj užival, jaz pa tudi. Ko bo gledal mene vzad, pa še tam si na križ nekaj nariše, ali pa na hrbet, ko sploh ne vidi. Skratka, tatuji so znamenje nekih nezavednih procesov, če imajo status travme, potem pač, joj, mi je tako lepo, to je že od nekdaj, ja, travmo imaš nesterapirano, iz otroštva. Ne, zdaj, zdaj tvojo zgodbo malo poznam, ne, eden od familije ima strašen talent za risati, ne, in lahko tudi riše na kožo in to je pol potetovirano, ne. In pol se s tatuji ukvarjam, potem mu narediš uslugo, daš delček telesa in se malo talent daje ven. Zdajle tole meni piše, da imamo samo še 10 minut, bova tole posnela v 2 delih. Ne, se pravi, po 10 minutih bo tole konc tega Zooma, pa bomo nov del, drugi del tega najinega pogovora. Mislim, kar se tiče tatuje, se mi zdi, da sem povedal, da je to lahko kulturni trend. V tej kulturi načeloma tatuji niso normativni, v eni Afriki, Papua Novja Gvineja, ne bom rekel, da so vsi ranjeni, pa imajo tatuje, ampak tam je iniciacijski ritual, da fantje z žarečimi nekimi, ne, se jim to dela. Zdaj, vsi so potetovirani. V tej kulturi načeloma so potetovirani tisti, ki imajo nekaj ne za bregom, v nezavednem. Razen, če niso zelo sugestibilni, potem pa, joj, kako to, da ti nimaš tatuja, pa to imamo vse punce dobre, imamo tatu, daj si tatu, to je tako lepo. In potem sugestibilne ženske lahko, ali pa moški, nasedejo in si da tatu. Čez 5 let mu je pa žal. Ne, joj, me brišem, mi je žal, da sem ga dala, me moti. En si je dal tatu, se je gledal kje v špegu, pa si je napisal peace. Ampak zrcalna slika, je pa obrnjeno napisal peace, ne. Pa si dal pa bodečo žico čez tole, da je skriv, pa take neumnosti, ne. Pa JLA, ne, pa smo se pa odcepili, Jugoslovanska ljudska armada, vsi so si dali JLA na ramo,
Ja, zdaj pa ni več Jugoslovanska ljudska armada, če smo pa mi Slovenci. Pa bi pa si da pa medveda čez. Ali pa kaj takega. Skratka, Pol pa nekaj na, sem povedal, pol pa upam, da na je to. laser, pa odstraniti, ne, zdaj, kaj je tudi Ja, ta ja, ampak opcija. to malo tudi stane, ne? Mislim, sej to baje boli, ampak da bi jaz si mogel tatu dati. Ja, jaz tak car, pa bi si mogel dati pa, ne vem, da bi se dekoriral, da bi bil še lepši. Mislim, že tako sem car, pa bi bil še večji čar, če ne morem biti večji car, ne? Se pravi, jaz si na sebi sploh ne predstavljam, da bi imel tatu. Moji otroci mene zajbavajo, oče, jaz jim dal tatu. Zabavam se pa take, ne? Skratka, deva še eno vprašanje zdaj obdelati, pa bom pa mogla doljet, pa drugi del posnet. Ok, zdaj A tako, imaš še eno? kako? Še eno Kar vprašanje, če daš. nadaljujeva. Ja, bova Ok. še 5 minut mava. Dobro, zdaj tako, malo me skrbi, ko bo moja hčerka odrasla, ne? In bo na udaru razno raznih influencerjev, ne? Oni pa vemo, ne, da s temi svojimi nebulozami narekujejo neke trende, ki so pogosto ideološko obarvani, ne? Kako zaščititi zdaj mlade, no, pred takimi zadevami? Ja, ja, ja. Če so starši normalni, če nudijo ljubezen otroku, če se otrok navzame pozitivnih afirmacij iz primarne družine, pohval, če oče ustaljuje sina ali pa hčerko kot carja, lepotico, če mamica ljubi svojega sina, če neguje svojo hčerko, ok, sej mamica pa hčerka znajo včasih tudi malo tekmovati za očeta, ampak vse to pride v tem paketu. Če so zanesljivi starši, influencerji nimajo takega vpliva na otroke, nimajo takega vpliva. Če je oče dober, zanesljiv, pravičen, odločen, testosteronski, ne, da če zagusti fotor skoč, reši vse probleme. Ne, tak otrok, deklica na svoj način, dekliček na svoj način ne podleže sugestiji influencerjev. Ne. Influencerji so pa budale, to ti take neumnosti, prodajajo tudi razne teorije zarote, ne, ljudje niso bili na luni, pa zemlja je ravna, pa COVID je umetno ustvarjen, cepivo škoduje, pa take neumnosti, ne. In pa otrok, če nima zanesljivega očeta, kupi nebuloze od influencerjev. In to je oče bolj pomemben. Če oče zanesljiv, oče dober, pravičen, testosteronski, rešuje probleme, se sin ne bo predal, hčerka pa tudi ne, raznim. Če pa fotor zataji, pa ni nujno, da fotor zataji, ampak da ga žena zmerja, ti si pa pijanc, ti si pa varalica, ti si pa niko in ništa, bež, da te ne vidim, poje ga kastrira in potem se zna zgoditi, da pol, kaj vem, ženske odplavajo v duhovnost, nasedajo nebulozam o ezoteriki, transcendenci, ne, energijam. Ne, foter reče, ej, ta mala, takole je, to je bila deklica. In ko Bog reče, ne, prvi Bog je oče, zanesljiva, takole je in vedno se izkaže, da ima oče prav, potem deklica ali pa deček ne naseda nebuloza, ki jih trosijo influencerji. Vse influencerji so tudi lahko dobri, ne, se pravi dobri. Kaj, jaz sem tudi mal influencer, influiram, bi rekel, celo Slovenijo, tune, teščajmane, gledajo, ne vem, mene, ta človek pa ve, zakaj se gre. Nastopam v Faktorju, edino Vodeba gledam v Faktorju, vsi ostali so bolj tako, Vodeb pa pove brez dlake na jeziku. Ne? In tisti, ki so imeli močnega očeta, zanesljivega očeta, čutijo, da imam jaz prav, ker jaz imam razsodno moč in sem influencer. Ampak taki influencerjev, ki sem jaz, je bolj malo. Vsi so oni neki všečni, pa lepotani, pa nebuloze trosijo in mladi še nimajo niti kompasa razsodne moči. Ne vem, zaluta tam, ko Damjan Murko neki reče, pa Damjan Murko, ali pa te une, ne vem, kakve influencerke. Ko so še, jaz to ne gledam, ne, razen tako kot Deveto čudo, malo gledam, pa se mi kar meša, ko to vidim. Skratka, zanesljivi starši pa bojo otroci imeli kompas in ne bojo odstavali pa podlegali influencerjem. Ok, zdaj pa bom rekel, spoštovani, če je bilo tole v redu, sledil bo drugi del. Zaenkrat pa čao, konec recordinga.